Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju. Pozdrav velja tako vsem prisotnim, kot tudi vsem, ki posnetek tega bogoslužja spremljate preko zaslonov. Danes po bogoslužju smo vabljeni na druženje pred cerkvijo ob kavi in čaju. To je prednost za vse prisotne. Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri pa osrednje bogoslužje. Od nas se poslavlja Cam Karen, ki je športnik in je po poklicni poti v Novem mestu preživel nekaj mesecev. Njegova kariera se bo namreč nadaljevala v Grčiji. Ob tem slovesu ga bomo prosili, da nas nagovori. Dear Cam, it has been an honor to have met you and worshipped God together over the last few months. Please step forward and make a short speech. Good morning, church. I'm very, very grateful for the opportunity to be a part of this church. Zelo sem hvaležen, da sem imel priložnost, da sem v tej cerkvi. When I came here first, I was feeling very alone, but this community has been such a light to me, and the Lord has worked in incredible ways through all of you in my life. Ko sem prišel v Slovenijo, sem se počutil zelo osamljen, ampak mi je Gospod pokazal luč v tej cerkvi in vi ste mi pomagali in sem zelo srečen zaradi tega. I just want to say thank you for how welcoming and hospitable you've all been. You have all truly demonstrated what it means to love as the Lord called us to love. And I've seen the Spirit working within this community in amazing ways. Jaz pač sem vam res zelo hvaležen in sem videl, kaj lahko dela Božja ljubezen in sem čutil delovanje Svetega Duha v tej cerkvi. I'm very grateful for all of my time here, and I hope to see you all again someday, but for now I'll be leaving for Greece, and we will see if I'm back here, but if not, hvala lepa. Zelo sem hvaležen, da sem bil tukaj z vami, upam, da se še kdaj vidimo, zdaj gremo v Grčijo, mogoče kdaj pridem nazaj, v vsakem primeru pa hvala. Yes, thank you and may God blessings be with you on your life journey. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Prisluhnimo bibličnemu vodilu za današnjo nedeljo iz 1. Petrovega pisma, kjer je zapisano: Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Če si želimo izboljšati svojo samopodobo, je ta svetopisemski odlomek pravi za to. Govori pa tudi o tem, da obstaja tema in luč, kot obstaja tudi dobro in hudo, zlo in Bog. O teh nasprotjih, s katerimi se soočamo v življenju, pa govori Psalm 12, ki pravi: Pomagaj, Gospod, ker ni več pobožnega, izmed človeških sinov je izginila zvestoba. Puhlice govorijo drug drugemu, z laskavimi ustnicami, z dvoličnim srcem govorijo. Gospod naj iztrebi vse laskave ustnice, jezik, ki govori prevzetno. Tiste, ki pravijo, svojim jezikom bomo zmagali, naše ustnice so z nami, gnu nam je Gospod. Zaradi nasilja nad nesrečnimi, zaradi vzdihovanja ubogih se bom zdaj vzdignil, govori Gospod. Naklonil bom rešitev njemu, ki si jo želi. Preden bomo pristopili k prepevanju in slavljanju Boga s pesmimi, še priznajmo svoje grehe in svojo grešnost pred Bogom z besedami. Nebeški Oče, v težavah je naša vera mnogokrat preizkušena in priznati moramo, da pogostokrat zatajimo. Mnogo stvari tega sveta nam zatemnjuje pogled nate, na tvojo moč in ljubezen do nas. Zato nismo vedno na tvoji pravi strani. Ti si že mnogokrat spregledal našo malo, slabo vero,
zato prosimo, še naprej ostani potrpežljiv z nami po svoji usmiljenosti. Amen. Na molitev kesanja pa Bog odgovarja z naslednjimi besedami. Blizu je Gospod tistim, ki so skrušenega srca, in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Blizu je Gospod vsem, ki so skrušenega srca, in vse, ki so potrtega duha, rešuje. Na te besede polne tolažbe lahko rečemo le slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno pesem Tu je ta reka, reka življenja, bleščeča kakor kristal, ki izvira od Božjega prestola.
Izvolite sesti, draga cerkev. Peli smo pesem, ki je tudi svetopisemska zgodba oziroma prilika, o kateri govori Jezus. Žena Samarijanka sedi ob vodnjaku, sama, razočarana, ranjena. Počuti se grešna, izgubljena in obsojena od ljudi. Po vodo je prišla v največji vročini, da le ne bi nobenega srečala. Sedela je ob vodnjaku in verjetno razmišljala, kako naprej. Ravno v tej bolečini pa je k njej pristopil sam Jezus in kamor on stopi, se življenje spremeni. Ob njej se je ustavil nekdo, ki mu je bilo mar za njo, ne glede na to, kakšno življenje je bilo njeno. Tudi ob tebi in ob meni se je Jezus danes ustavil. Mogoče se ravno sedaj soočaš z občutkom krivde, trpljenjem, zmede, strahu ali pa jeze. Mogoče se sprašuješ, kako bom šel naprej skozi to oviro v življenju, v kateri sem se znašel. Na vsa ta vprašanja je samo en odgovor. Pridi k Jezusu. On je tisti, ki je z nami v vsaki situaciji, ki ve in vidi strahove v naših življenjih. Ne obrne nam hrbta, tako kot to velikokrat naredimo ljudje. Neprijatelj naših duš nam šepeta, da smo nemočni in da ne bomo zmogli. Bog pa nam je dal obljubo, da nas nikoli ne bo zapustil. On pred nami odpira pot in nas vodi skozi labirint življenja. Ko pogledam na Jezusa, spoznam, da je nemogoče, da bi šla skozi življenje brez ran, boja in preizkušenj. Če je on kot Božji sin vse to okusil, kdo sem jaz, padli človek, da ne bi šla skozi trpljenje? Jezus je premagal zlo in skušnjavo in z njegovo pomočjo jih bomo tudi mi. Zaupajmo mu, čeprav je to včasih težko. Z Jezusom, z roko v roki, bo življenje lažje. In o tem zaupanju govori tudi naslednja pesem in naj bo to molitev resničnega zaupanja njemu. Saj moj Bog si, s teboj rad gre, saj dobro jaz vem, da ti si vse na svetu tem. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz ostal sve
Hvalil te bom, Gospod, med ljudstvi, o Gospod, opeval te bom med narodi. Zakaj do nebes je velika tvoja dobrota, do oblakov tvoja zvestoba. Vzdigni se nad nebesa, o Bog, nad vso zemljo tvoja slava. Tvoja je vsa slava, veličastvo, pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce. Tvoja je vsa slava, veličastvo, pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce. Ti velik si, mnoge čudeže, tebi ni niče
delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak. Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. Pesem pravi, kliči me in ti bom odgovoril, pokazal ti bom nedoumljive stvari. In naj bo to klic iz našega srca. In po tej pesmi si vzemimo nekaj trenutkov za skupno oboževanje in čaščenje našega Boga. Kliči me, ti odgovori. Videl boš, kaj lahko stori. Ti pokažem nedoumljive reči. Ki še ne poznaš, Bog sem čudežen. Kliči me, ti
Nebeški Oče, zahvaljujem se Ti, ker si osmislil naše življenje. Zahvaljujem se Ti, ker v času stiske lahko pridemo k Tebi in vemo, da se ne boš obrnil proč od nas, ampak da nas boš objel in potolažil s Tvojo ljubeznijo, ki jo premoreš samo Ti. Pomagaj nam, da nikoli ne odidemo od Tebe, ko pa se znajdemo v preizkušnji in je na Tvoj odgovor potrebno čakati, nam pomagaj, da Ti zaupamo. Jezus, potrebujemo Te. Jezus, bodi blizu nas. Objemi in pobožaj vsakega s Tvojo ljubečo roko. In o poslušanju Tvoje besede, ki sledi, Te prosim, da pripraviš naša srca, svojega služabnika pa blagosloviš in mu daš moč, da nam bo povedal tisto, kar potrebujemo. To Te prosimo v Tvojem imenu. Amen. Pred Božjo besedo bomo pobrali še kolekto s pesmijo Poj Gospodu novo pesem. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu noj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Izvolite sesti. Smo pri Božji besedi iz 1. Petrovega pisma, 2. poglavje, 9. vrstica. 1. Petrovo pismo, 2. poglavje, 9. vrstica. Takole pravi: Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Zadnje dni me ljudje sprašujejo, zakaj sem kristijan. Kajti ponudba religij in duhovnih alternativ je zelo velika. In povsem normalno je, da odgovorimo tudi na to vprašanje, kajti ne živimo več v družbi,
kjer je bilo to nekaj običajnega in normalnega, ampak živimo v globalni družbi in smo tako rekoč na prepihu. Pa bom začel drugače. Matematik in filozof Bertrand Russell je napisal esej Zakaj nisem kristjan. Po njegovi oceni vsaka religija temelji na strahu pred Bogom, kaznijo in pogubo. In s tem je povezan tudi strah pred skrivnostnim, pred neznanim, porazom, neuspehom, smrtjo, večnostjo. In če pogledamo dalje, ugotavljamo, da je ta vakuum, ki je v nas, ta božja luknja, tako grozeča praznina, da je sami ne moremo izpolniti. Izpolnijo lahko samo Bog stvarnik. Vendar ta praznina, ta luknja, Sveto pismo Nove zaveze, apostol Pavel pravi, da je predvsem naš uporniški jaz ali uporniški ego. In človek, ki misli samo nase, na koncu obupa in ostane osamljen, če ne dovoli, da se vmeša Bog. Tako človek sam sebe kaznuje, ne kaznuje nas Bog. Bog nima druge izbire, kot da spoštuje naše svobodne odločitve. Pred svobodno voljo je celo vsemogočen Bog nemočen. Pred svobodno voljo, ki nam jo je Bog podaril, je tudi božja ljubezen nemočna. Bog pač tako deluje. Ugledni mislec Chesterton je svoje spoznanje glede Boga zapisal zelo modro. Ko se ljudje odločijo, da ne bodo verjeli v Boga, postanejo največji verniki, ker so takrat sposobni verjeti komurkoli in v karkoli. To drži. Torej, ko se odloči človek, da ne verjame Bogu, postane največji vernik. Kajti potem verjame vse, kar je manj od Boga, je sposoben verjeti komurkoli in v karkoli. In zato živimo v takšnem svetu, kakršen je. Dokler so ljudje verjeli v Boga, znamo reči, so imeli zdravo kmečko pamet. Kaj pa kristijani? Zakaj sem kristjan? Če sem kristjan, mi ni treba verjeti, da so vse druge religije napačne. Kar takoj, a priori, samoumevno. Kaj ti nekdo drug lahko reče, tudi za moje prepričanje tako in moram to spoštovati. Torej ni tako kot pri matematiki, kjer je pravilen samo en odgovor, vsi ostali odgovori pa so napačni. Je pa res, da nekateri napačni odgovori so bližje pravilnemu rezultatu. In Clive Lewis, ki je bil nasprotnik krščanstva, akademik, oxfordski profesor, mislec in potem se je spreobrnil v krščanstvo, je napisal, vse religije vodijo k Bogu, vendar samo Jezus vodi do Boga na način, ki nas pripelje v osebni odnos z njim. Evangelij ne kaže na sistem, kot recimo ideologije, niti ne na etični kodeks, kot recimo religije, ampak na osebo, na Jezusa Kristusa. On je skrčil vse zapovedi v eno samo zapoved. Ljubi Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Ne gre za neko sentimentalno ljubezen, gre za pristno ljubezen. In če ne ljubim bližnjega, ne morem trditi niti, da ljubim Boga. Z opazovanjem Božjega sveta zlahka ugotovimo, da Bog obstaja. Ko pa pridemo v cerkev, ko začnemo brati Sveto pismo in dovolimo, da Bog deluje v našem življenju, pa spoznamo, kakšen je Bog, pravzaprav, kdo je Bog. In potem ugotovimo, da nihče drug, razen on, ne more rešiti našega problema. Greh.
Greh ni neko moraliziranje. Greh je vse, kar je proti ljubezni. Greh je, ker človek hoče biti neodvisen. In s tem, ko smo neodvisni in hočemo biti odvisni od Boga, je začetek vsega zla. Edino krščanstvo se začne in konča z osebo in delom Jezusa Kristusa, ki človekovo večno odrešenje obravnava kot čisti božji dar. To je milost. Vse ustanove lahko govorijo o marsičem, samo cerkev lahko govori o milosti. In ne pozabimo, smo v protestantski cerkvi, ki temelji na Jezusu Kristusu in njegovi milosti. Zato se je zgodila reformacija kot čisti božji dar, brez človeških zaslug in del. Namesto, da bi mi iskali Boga, kot je to v religijah, Bog išče nas. Bog najde vsakogar, ki to dovoli. Religije so poskus človeštva, da bi dosegli Boga oziroma sveto, da bi Boga pomirili, utišali, ublažili njegovo jezo, zadovoljili njegove zahteve, v upanju, da bomo dobili naklonjenost in si nekako prislužili posmrtno življenje. Krščanstvo je drugačno, je edinstveno. Ni ga izumil človek, je tako drugačno, da ga je moral celo sam Bog priti v učlovečenem Jezusu Kristusu objaviti zemljanom. Je toliko nenaravno, da si ga mi ne bi mogli izmisliti. To ni naša pogruntavščina. Če bi bilo plod človeške pogruntavščine, bi bilo zasnovano tako, da bi bilo sprejemljivejše, prepričljivejše. Medtem pa evangelij, takoj, ko ga odpremo, že na samem začetku govori povsem drugače, kot pričakujemo. Govori o božji šibkosti, o božji majhnosti. In tak čudež gledam za čudenjem. Starodavni, nedosežni Bog je postal dete, otrok. On, ki ga ni mogel nihče dotakniti, ki se ga ni mogel nihče dotakniti, je bil položen v roke smrtnih ljudi. Glavni junaki v evangeliju so preprosti ljudje, ne bojevniki, niti kralji. Odrešenik se rodi mladi devici v hlevu, ne v palači. Njegovo rojstvo je oznanjeno prezrtim pastirjem na poljanah, ne množicam v templju. Žrtvovanje 2 golobov, darovanih v templju ob Jezusovi posvetitvi, je bilo dovoljeno v tistem času samo najrevnejšim družinam. Že prvi božič, nedolgo smo se tega spominjali, nam govori o tej drugačnosti. Na nek način izziva človeško moč, provocira človeško moč. Gre za radikalni preobrat celotnega vrednostnega sistema. In tako je tudi v nadaljevanju. Ko pridemo na Golgoto, tam je križ, škandal, kamen spotike, pohujšanje, sramota, ponižanje. Druge religije tega ne morejo sprejeti, Judje tega niso mogli sprejeti, grška filozofija tega ni mogla sprejeti, kajti gre za navideznega poraženca. Njegovo kraljestvo temelji na nepravični smrti, ne na vojaški zmagi imperatorja. In dobra novica se oznanja v moči nevidnega svetega duha, tudi zdaj. A ima moč, je močnejša kot dinamit. Torej, škandal, sramota križa, zgražanje, kot so takrat rekli, pohujšanje, kamen spotike je slava krščanstva. Če bi človek sestavljal to zgodbo, bi jo napisal drugače. Da bi lahko živeli, potrebujemo učlovečenega in usmrčenega Boga. Bog tako deluje. Sicer je z nami konec. Samo Bog nas lahko še reši. Bog se je tako prikril,
da ga celo nekateri razglašajo za neobstoječega. Če pa imamo oči srca, oči duha, pa vidimo tisto, česar ostali ne vidijo. Noben odgovor, nobena tehnologija nam ne bo pomagala, samo Bog. Torej podpiramo znanost, podpiramo tehnologijo, tudi sami jo uporabljamo, vendar vemo, da naše odrešenje ne temelji na tem. Bog ni bitje med biti, to velja za bogove. Bog je skrivnost, a ker je skrivnost, se nam je razodel. Ta nepojmljivi, presežen, onstran vseh besed in vsakega razumevanja. Kaj je stara apostolska cerkev učila? Rekli so, Bog, ki je dojemljiv, ni Bog. Torej v tem trenutku, če bi jaz Boga lahko dojel in razumel, Bog ne bi več obstajal. Torej postal bi idol, moja izmišljotina, oblikovan po moji presoji in po moji podobi. Sveto pismo pa na začetku pravi, da smo mi ustvarjeni po Božji podobi in ne moremo mi ustvarjati Božje podobe. Kajti Bog je tako drugačen, tako skrivnosten, da se nam lahko samo razodene. In končno se nam je objavil, razodel v Sinu Jezusu Kristusu. Zato sem kristijan. Razodeva se mi z odnosom ljubezni. Sveto pismo je zapis takšnih odnosov. Učlovečil se je, prišel med nas, ta Jezus Kristus, ki je nasmešek na Božjem, očetovem obrazu. Toda vse, kar trdimo o Bogu, pa naj se zdi še tako pravilno, je daleč od polnosti resnice. Zato je samo Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in večno življenje. Zato se moram pač spreobrniti. Spreobrnenje je najprej že to, da imam pravo podobo o Bogu. Če imam pravo podobo o Bogu, imam pravo podobo o sebi in o bližnjem. Spreobrniti se mi prvenstveno ni treba zaradi mojega greha, čeprav greh ni dobro. Ampak zaradi tega, ta grška beseda metanoja pomeni, da moram spremeniti svoj način mišljenja, razmišljanja. Judje bi rekli spremeniti svoje srce, šup, se obrniti v pravo smer in iti k cilju, k smislu. V apostolski veroizpovedi ne rečem, verujem, da Bog obstaja. To je samoumevno, da Bog obstaja. Ne rečem, verujem, da Bog obstaja, ampak rečem, verujem v Boga Očeta. In to je čudovito. Krščanski Bog je Oče. To je ključna razlika. Možno je, da verjamem, da nekdo ali nekaj obstaja, a takšno prepričanje nima vpliva na moje življenje. Torej, če odprem telefonski imenik, tam je veliko imen. Lahko berem od jutra do večera imena, vendar nikogar ne poznam. In z nikomer nisem v odnosu. Torej vem, da dejansko obstajajo ali pa predvidevam, da so še vsi ti verjetno živi, da obstajajo, vendar jih osebno ne poznam. Torej vera v Boga ni samo teoretični, razumski zaključek, ampak je predvsem praktični odnos zaupanja. Je razmerje, je odnos, zato smo tukaj. Sicer zagotovo vem, da bi vsi imeli započeti kaj drugega to nedeljo, kot sedeti v cerkvi. Zato stalno molim, Gospod, verujem, pomagaj moji neveri. Ta molitev v Svetem pismu mi je zelo všeč. Kajti dvom ne pomeni pomanjkanja vere. Nasprotno, pomeni, da je moja vera iščoča, živa, da se sprašuje. Dejanje vere je nenehni dialog z dvomom. Kajti Boga ne spoznavam kot teorijo, kot neko abstraktno načelo, ampak bolj, ko se z njim družim, bolj ga spoznavam. Tako kot v medsebojnih odnosih. In v medsebojnih odnosih pride tudi do dvomov, pride tudi do konfliktov.
In tako se tudi z Bogom veliko pogovarjam in imam veliko vprašanj zanj. In to je to, da naše spoznanje raste, to srečevanje. Govorimo o pogovoru z Bogom, to je molitev recimo. Zdaj, ko smo skupno peli, smo se pogovarjali z Bogom. Ko poslušamo Božjo besedo. A ker se več ljudje ne znamo pogovarjati z Bogom, se ne znamo pogovarjati niti z drugim. Imamo zelo sodobno telekomunikacijo in vsa komunikacijska sredstva, vendar žal se ne znamo več pogovarjati drug z drugim. Zares poznati osebo, to je pomembno. In kaj pravi Sveto pismo? V celem kontekstu, ko nekoga zares osebno poznaš, to pomeni ljubiti. Ljubiti. Ko o Bogu govorimo kristijani, govorimo o Bogu, ki je oseben in je ljubezen. Je ljubeči, materinski oče. Tudi zunanji kazalci kažejo na Boga. Red v vesolju. To je izjemno. Včeraj smo na cerkvenih pevskih vajah ugotovili, da glasba sloni na matematiki in da že sama glasba, teh 7 tonov, je dovoljšen dokaz, da Bog obstaja. Kaj šele vse ostalo? Da to ni naključje. Potem vest, moralni zakon v človeku ni rezultat družbene pogojenosti. Na to prepričanje, da bo enkrat vsega konec, to je res nerazumno, nesmiselno, da bi se vse kar tako končalo. Ljubezen spremeni vse. Ko nekomu rečem ljubim te, to pomeni, da mu rečem, ti ne boš nikoli umrl. Ko nam Bog reče ljubim te, ljubim vas, to pomeni, vi ne boste nikoli umrli. In če je ljubezen lahko umrla, verjemite mi, ni bila prava ljubezen. Bila je dvolična, bila je zaigrana, bila je hinavska. Zato verujem v krščanstvo, kajti Božja ljubezen je brezpogojna. To osmisli obstoj mojega življenja tudi onstran smrti. Zato razen krščanstva ne vidim boljše razlage za vse omenjeno. Ljubezen Očeta, Sina in Svetega Duha do ljudi je brezpogojna. Torej, ni pa res, kot znamo velikokrat slišati v cerkvi, da je Bog jezen in da ljubi samo skesance, da je Bog maščevalen. Poglejte, vse do reformacije, tako rekoč, do 500 let nazaj, pa žal se še vedno to mnogokrat in prevečkrat sliši v cerkvah. Ta napačna podoba o Bogu. Cerkev mora nujno popraviti te teroristične, kaznilniške ideje o Bogu. Ne smemo oznanjati brezsrčnega Boga, religioznega Boga, ampak Boga, ki je sposoben trpeti, razumeti, imeti sočutje, ki je sestopil v naš pekel, kajti celo pogubljeni bodo večna bolečina Božje ljubezni. Večna bolečina Božje ljubezni. Bog toliko spoštuje našo svobodo, da zmore vse, razen da nas prisili, da ga ljubimo. Če ga ne bi ljubili, če ne bi želeli tega živeti, zagotovo ne bi bili danes tukaj. Nikogar ni mogoče prisiliti v nebesa proti njegovi volji. Na nek način ljudje Boga sovražimo zato, ker Bog želi, da bi prišli vsi v nebesa. Smešno. Na nek način ljudje sovražijo Boga zato, ker Bog želi, da vsi pridemo v nebesa. Veste, vrata pekla so zaklenjena od znotraj. Na meni je, ali bom odprl ali zaprl. Nihče drug me ne more zapreti v ta pekel. Ni Bog za to kriv, nekdo drug. Jaz sam
se odločam o današnjem trenutku in o svoji večnosti. Božja ljubezen do nas je nezaslužena, nespremenljiva, popolna, brezpogojna. In Bog nas ne ljubi zato, ker smo mi dobri, ampak ljubi nas zato, ker je On dober. Ljubi nas in nikoli nas ne preneha ljubiti. Ves nauk Jezusovega oznanjevanja trdi, da je Bog pač ljubezen. In to potrjuje Jezusova prilika o izgubljenem sinu. Samo mimogrede bom omenil nekatere elemente te najlepše zgodbe. Ta prilika je najbolj znana Jezusova prilika, a žal tudi najbolj napačno razumljena. V bistvu gre za priliko o smrti. Kako? Pa rekel sem, da je najlepša. Vendar govori pravzaprav o smrti. Ko je mlajši sin, ta razvajeni sin, od očeta predčasno zahteval svoj delež dediščine, je očeta pravno razglasil za mrtvega, za neobstoječega. Zahteval je predčasno tisto, kar bi mu pripadalo šele po očetovi smrti. Torej, prva stvar, vidite, da ta zgodba govori o smrti. Usmrtil je v svoji glavi očeta. Dostojevski je rekel, smrt Boga je tudi smrt človeka. Če ni Boga, nam je vse dovoljeno. Nadalje, ko je ta sin v daljni deželi svojo dediščino nespametno zapravil, oče pa mu jo je dal, ker ljubi, je nastopila še sinova smrt. Kajti ni imel niti česa za jesti. Njegova družba so bile svinje, kar je za judovsko kulturo zelo ponižujoče. In želel se je nasititi z rožiči, pa še teh ni imel. Torej tudi on je umrl. Kajti ko je človek ločen od očeta, od Boga, nastopi tudi naša smrt. In ko se je zaradi stiske vrnil domov, je postala njegova smrt dokončna. Pričakovali pa bi, da je tu sledila rešitev. Vendar rešitve ne bi bilo, če ga oče ne bi sprejel. Oče bi lahko rekel, ti izguba, ti potepuh, pojdi svojo pot, ne poznam te, ne zanimaš me več. Izigral si vse, prevaral si me, zgoljufal si me, izdal si ljubezen. Torej nastopi še tretjič smrt. In ko oče zagleda truplo sina, ki se opotekajoče premika po cesti, ga obudi. S čim? Jezus pravi, s poljubljanjem. In tam imamo v grškem izvirniku, ne da mu je dal samo poljub, kot imamo v slovenskem prevodu, ampak je v nedovršni obliki. Stalno ga je poljubljal. To mi je tako všeč. Pred leti sem že o tem pridigal. Torej prišel sin k njemu in on objame sina in mu da poljub in reče, še enkrat te bom poljubil. In sin se odmakne in reče, še enkrat te bom poljubil, pa še enkrat, pa vnovič in novič. Zato je Jezus priliko zaključil z besedami, sin je bil mrtev. Vidite, da govori o smrti. Bil je mrtev, a je oživel. Kaj ga je obudilo? Božja ljubezen. Ne pa maščevanje. Božja ljubezen. Jezus obuja mrtve. To je prava velika noč. Jezus pravi, jaz sem ustajenje in življenje, kdor veruje vame, bo živel, tudi če umre. Očetova nenehna strastna želja je iskanje izgubljenih. To je njegovo opravilo. In ko se je potepuški sin vračal domov, mu je oče tekel prvi naproti in ga objel. Prekinil je celo sinovo spoved. In napovedal pojedino. Velik banket. Tak je krščanski Bog. Nobene odveze mu ni dal, ker pri očetu obstaja samo odpuščanje in praznovanje. Zato, ker je to v naravi očetovstva. Morda nimamo ali pa nimate vsi dobre slike o očetu.
Zato pozabimo, ker sem prej rekel, da ne moremo s človeškimi kategorijami razmišljati o Bogu očetu. Bog je drugačen oče, je oče, to govori o tem odnosu. Vendar oče, ki ljubi na božanski način. Torej, kaj se je zaradi strašne sinove izgubljenosti spremenilo? Ni se spremenil oče, ampak se je spremenil sin. Greh spremeni ljubečega Boga v projekcijo naše krivde. Tako da Boga kot očeta sploh ne vidimo, vidimo pa ga kot sodnika, kot plačnika, kot maščevalnega obtoževalca. Nekdo mi je pred leti rekel, nikoli ne bom tega pozabil, Boga so mi predstavili tako, da sem se ga bal bolj kot hudiča. Torej pazimo, kako Boga predstavljamo. Ko govorimo o Božjem odpuščanju, to je naše poslanstvo. To je poslanstvo krščanske cerkve. Kajti, kot je rekel Martin Luther, če bi Bog nehal ljubiti, bi se spremenil v hudiča. Bog se ne spremenja. Bog je vedno ljubeč, sama ljubezen. Vse naokoli, znotraj, spredaj, zadaj, okoli njega, spodaj, zgoraj. Vedno, večno isti. Oče je dan za dne molil za sinovo vrnitev. Ves čas je oprezal skozi okno in ko je končno zagledal sina, ki je bil še daleč, pravi, mu je že stekel naproti, odložil vse očetovsko dostojanstvo, kajti v tisti kulturi, da bi ostareli oče tekel, to bi bilo nekaj, takšno početje bi bilo nespodobno. Oče ni prenehal ljubiti, ni jezen patriarh, ampak je sinu izrekel dobrodošlico. Ni se spremenil oče, sin se je spremenil. In ko se je utujil od očeta, ni več bil sposoben videti očetove ljubezni. V njem je videl krutega nadzornika, ki zahteva pravico. Oče pa samo ljubi. To je edina resnica. In ko je sin uvidel, kaj? Svoj greh. Uvideti svoj greh in priznati, v tistem trenutku preneham biti grešnik. Sprejel je božansko odpuščanje, sledila je pojedina, banket. Sinu je vrnil znake sinovstva, oblačilo, prstan, sandale, pitano tele in mesijansko pojedino. Sin kljub svoji sebičnosti in razuzdanosti ni izgubil svojega statusa, kajti Bog nima takšnih izračunov, kot mi rečemo, danes si sprejemljiv, jutri nisi več sprejemljiv. Zdaj mi ugajaš, naslednjo minuto pa mi več ne ugajaš. Sin je skoval načrt za svojo prihodnost. Rekoč, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Prosil je, naj ga oče vzame za enega od svojih najemnikov. Hotel je biti plačan delavec. Poglejte, spet napačna predstava o Bogu. Oče ga že sprejme, on pa hoče biti najemnik, delavec na očetovem posestvu. Hoče skleniti z očetom delovno pogodbeno razmerje. V bistvu pa v njem teče kri, ista. On je sin, on je v odnosu, ona dva sta v krvni zavezi. Velikodušna očetova dobrodošlica ga je spremenila, ker je izkusil Božjo milost. Oče se ne spremenja. Sprememba se mora zgoditi v meni. Kakšnega Boga bi torej poznali, če nam Jezus ne bi razodel ljubečega Boga očeta? Zato pravim, krščanstvo bi bila še ena religija več. Tako pa velja, kot pravi Jezus, treba se je uzradostiti. Sin, ki je bil mrtev, je oživel. Sin, ki je bil izgubljen, je najden. Zakaj tega veselega oznanila o osupljivi očetovi ljubezni ne slišimo v cerkvi vsako nedeljo? In tukaj končujem. Vsako nedeljo moramo oznanjati veselo, dobro novico.
da nas Bog ljubi. Namreč ni drugega evangelija. Znana je stara zgodba o protestantskem pastorju, duhovniku, ki je ločil med postavo in evangelijem, med zakonom in milostjo, zato je na smrtni postelji rekel: zagotovo bom šel v nebesa, saj se ne spomnim, da bi kdaj naredil dobro delo. Torej, to moramo dobro tudi pravilno razumeti. Zagotovo bom šel v nebesa, saj se ne spomnim, da bi kdaj naredil kako dobro delo. Torej, on je vedel, da nas ne rešujejo dobra dela, ampak Božja milost, Božja ljubezen. Torej, mi delamo dobra dela. Ne zato, da bomo odrešeni, ampak dobra dela delamo zato, ker smo odrešeni. Torej, dober človek lahko dela dobra dela. Ne naredijo pa dobra dela človeka dobrega. Ampak temelj našega odrešenja niso dobra dela, ampak nasloniti se na Božjo milost, na ta nezaslužen dar. Ko so učenjaki razpravljali, zakaj je krščanstvo posebno, edinstveno, je Clive Lewis, ki sem ga že omenil, rekel: na to ni težko odgovoriti. Krščanstvo je edinstveno zaradi milosti. Torej, Bog je naše najvišje dobro. Kaj lahko storim jaz? Zdaj sem na vrsti jaz. 3-4 vprašanja imam. Kaj lahko naredim? Ne le, da je krščanstvo edinstveno, je tudi Božja izbira, Božja ponudba. Kaj lahko naredim? Obiskujem bogoslužja, zato da zvem čim več o Božji ljubezni, o Božjem načrtu za svoje življenje. Lahko začnem redno brati Sveto pismo, pa lahko začnem z evangeliji v Novi zavezi. Lahko se začnem v molitvi pogovarjati z Bogom, vse povsod, kjerkoli, na različne načine, ker je molitev toliko, kolikor je ljudi. Lahko izgrajujem osebni odnos z Bogom. Lahko se odločim več družiti s kristijani, pa ne zato, ker se z drugimi ne bi hotel, ne bi smel, ne bi želel ali pa bi se bilo z drugimi družiti grešno. Ampak zato, da drug drugemu lahko povem vse to, kar vem, razumem, razmišljam, sklepam, in da s tem tudi drugim pomagam. Še več, da s tem oznanjam smisel svojega življenja, ki sem ga našel v Bogu, v Jezusu Kristusu. Lahko izgrajujem osebni odnos na ta način tudi, da se vključim v delo cerkve. In predvsem, da povem, kaj mi pomeni Bog. Da me ni sram biti vernik, da me ni sram biti kristijan. In tako pomagam drugim osmisliti življenje. Vabim k molitvi. Ljubeči Bog Oče, izročam se ti z vsem srcem in dušo. Privedi me do globjega spreobrnenja, da ti bom zaupal svoj čas, zaklade, talente, zdravje, bolečine. Da ti bom zaupal družino, delo, odnose, odločitve, načrte, strahove, motive, uspehe in neuspehe. Moja želja je izpolnjevati tvojo voljo. Pomagaj mi, da premagam svoje sebične težnje in vzgibe, zaradi katerih tako pogosto grešim proti tebi in proti svojim bližnjim. Varuj me pred hudim. Želim biti hvaležen, vesel, radosten kristijan. Želim izkusiti tvojo brezpogojno, popolno, čisto ljubezen, ki lahko edina zavedno spremeni moje življenje in tudi mojo večnost. Odpusti mi, ker pogosto mislim, da moram nekaj narediti, da si prislužim tvojo brezplačno ljubezen. Hvala ti za dar milosti. Molimo v Jezusovem čudovitem imenu. Amen.
Pesem pravi, nihče nikakor ti. Ta pesem naj bo naša skupna zaključna molitev. Pesnik pravi, če bi vso večnost iskal, ne bi našel boljšega, lepšega, bolj ljubečega Boga, kot je Jezus. Nihče ni, kot si ti. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.